Vprašal sem jo za net worth, pa vedno ignorira. Hvala za vprašanje. Ta moment bom mogoče izkoristila, da pojasnimo, kaj net worth je. Bom pa del enačbe, tudi moje osebne, v nadaljevanju razkrila. Se pravi, net worth v bistvu pomeni razliko med celotno vrednostjo našega premoženja in pa vsemi našimi obveznosti, ki jih imamo. Se pravi, kaj je vrednost premoženja? To je v bistvu denar, ki ga imamo na računu, to vrednost našega portfelja, kriptoportfelja, delniškega portfelja, obvezniškega portfelja, v bistvu vseh investicij, ki jih imamo, potem vrednost nepremičnin in pa seveda vrednost premičnin. Med premičnine ni sodi samo avto, ampak so tudi umetniška dela, potem kovanci oziroma zlatniki, zlatnina in vse, kar ima v bistvu neko vrednost. Vrednost na trgu. To je v bistvu naš asset oziroma naše premoženje. Od tega potem odštejemo obveznosti. Kaj so obveznosti? Načeloma imamo obveznosti do banke, se pravi potrošniška posojila, stanovanjska posojila, potem so tukaj tudi razne obveznosti, ki jih imamo preko kreditne kartice, potem imamo čedalje več tudi obveznosti pri trgovcih, ko kupujemo na obroke. Zdaj bom pa razkrila del enačbe moje osebne. Jaz in moj partner nimamo nikakršnih dolgov, nikakršnih obveznosti v smislu potrošniških posojil, stanovanjskih posojil, obveznosti na kreditnih karticah ali pa pri katerem koli trgovcu. Kar se tiče samega premoženja, nekaj sem že razkrila, mislim, da pač v nepremičninski epizodi, ker sem povedala, da sem prodala stanovanje v centru Ljubljane. To je recimo en del mojega premoženja oziroma najinega s partnerjem. Imam pa tudi portfelj investicij. O portfelju tudi večkrat napišem kakšen post na LinkedIn, tako da si lahko tudi mogoče pogledate, recimo kaj počnem sama s portfeljem. Nazadnje sem pisala, kako je v bistvu postal bolj vitek. Večkrat sem omenila tudi, da trenutno čakam v denarju, zato da bom z denarjem šla v nakupe na borzo in pa seveda kripto. Te zadnje dipe sem tudi, oziroma popravke, sem tudi izkoristila, zato da sem v bistvu povečala nekatere pozicije v portfelju. Tako da ja, ne bi pa zdaj po številkah konkretno, tako kot se ti ne želiš predstaviti niti s imenom in priimkom in postaviti to vprašanje. Tako da ja, se pa predstavljam z imenom in priimkom. Jaz sem Marija Milič, ukvarjam se z finančnim opismenjevanjem že zelo dolgo časa. Sicer sem v prvi vrsti novinarka, mislim, da že več kot 20 let sem novinarka prav za področje osebnih financ. V tem času sem napisala tudi kakšno knjigo oziroma bila soavtor in sourednik celo priročnika za učitelje, ki učijo v šolah finančno opismenjevanje. In pa ja, spremljate finančni podcast Money How, to je popolnoma brezplačno, tudi jaz ga ustvarjam in urejam in v bistvu vse to znanje, ki sem ga akumulirala v zadnjih 20 letih, tudi brezplačno dam vam na uporabo. Konec koncev imate pa tudi na blogu na money-how.si neke koristne informacije, se pravi, kako začeti z investiranjem, kako izbrati brokerja, katere ETF-e, nekako so smiselno, da jih imamo v našem portfelju. To je vse brezplačno dostopno, tako da toliko z moje strani. Poslušajte Money How, ne bo vam žal.